če lahko jaz začnem, Boštjan Vesel, ČR-TV. Vprašanje je bil najprej glede, kako ocenjujete splošno situacijo, nekako prognoze inštituta Jožefa Štefana kažejo nekako, da se bo umirilo, hkrati je pa večja zasedenost postelj na intenzivni negi. Zanima vaš komentar, kaj to pomeni za naprej? Torej, večja zasedenost postelj na intenzivni negi lahko do neke mere odraža večjo sposobnost delta različice virusa pri povzročanju hude bolezni. To je eden od razlogov. Potem seveda včeraj je izgledala situacija kar optimistična glede števila sprejemov v zadnjih nekaj dneh. To število je stagniralo, danes je ponovno prišlo do porasta, kar kaže na neko tako krhko ravnovesje. No, sočasno pa opažamo zadnje 2 dni, da več ne naraščajo tako zelo strmo primeri, torej potrjeni okuženi. Zaenkrat je prezgodaj in tudi napoved Inštituta Jožef Štefan ima velike negotovosti, ne sami to kolegi povejo, ki te modele oblikujejo. Tako da pravzaprav je to, kakšno bo stanje vnaprej, odvisno od tega, kakšen delež ljudi je v Sloveniji dejansko že bil okužen in pa s kakšno hitrostjo, s kakšnim tempom bomo uspeli precepiti zlasti te najbolj ranljive skupine. Od tega je odvisen potek epidemije. To se v bistvu dosti dobro vidi iz podatkov drugih držav, ki so uspele nekako stabilizirati predvsem ta bolnišnični del z velikim deležem cepljenih. Pa bi se lahko že poznal učinek cepljenja? Vemo, prejšnji teden je bilo cepljenih kar veliko ljudi oziroma, ne vem, morda upoštevanja pogojev PCT? Torej, težko bi se že poznal učinek cepljenih prejšnji teden. Lahko pa se pozna učinek pogoja PCT in še tistega načina, ki je bil v veljavi pred prejšnjo sredo, ko je začelo veljati obveznost tega pogoja širše v več dejavnostih. A je stroka že kaj dorekla, kar se tiče cepljenja oziroma veljavnosti cepljenja zaradi COVID potrdil? Koliko časa torej cepljenjem traja cepljenje? Torej, nekaj časa smo pričakovali, da bomo v tem času vedeli več o 3. odmerku in o tem, kakšna bo cepilna shema za naprej v naslednjih mesecih. Tega zaenkrat ne vemo. Vemo, da cepljenje sorazmerno dobro ščiti predvsem pred hudo okužbo, pa tudi deloma pred okužbo kot tako. Tako da se mi zdi smiselno, da ne omejujemo več vnaprej veljavnosti tega potrdila, se pravi zaščite zaradi cepljenja, ampak je to nekako neomejeno odprto, dokler ne pride do sprememb zaradi novih ugotovitev. Pa bo to recimo veljalo, če gremo, ne vem, v tujino, kakorkoli ali? Bo veljalo. Evropski predpis predvideva, da je ta sistem digitalnega covidnega potrdila v veljavi leto dni in ne omejuje posebej trajanja zaščite s cepljenjem, tako kot recimo omejuje trajanje zaščite po preboleli bolezni. Ali ste razmišljali, da bi morda tudi število protiteles, morda tiste, ki so preboleli, pa tega ne vedo, da bi nekako tudi to umestili v PCT? Ne, to sta 2 različni stvari. Eno je to, da bi bilo v tem trenutku dobro, če bi imeli neko veliko nacionalno raziskavo, ki bi nam pokazala, koliko ljudi je prekuženih. Na ta način bi lažje načrtovali oziroma ugotavljali, kaj nas čaka v prihodnjih tednih ali mesecih, ker vemo, da širjenje virusa ščitijo pač ljudje, preprečujejo ljudje, ki so imuni in imuni so zaradi cepljenja ali zaradi prebolelosti. Tega podatka žal ta hip nimamo, tako raziskavo je sorazmerno težko izvesti. Druga stvar je pa upoštevanje
seroloških testov kot dokaza za prebolevnost. Kot veste, Evropska komisija tega trenutno ne predvideva, predvideva samo upoštevanje teh nuklearnih testov, se pravi PCR z tako kratico PCR. Nekatere države, mislim, da sta to Avstrija in Madžarska, upoštevata serologijo za notranje potrebe, medtem ko seveda na mejah mora veljati digitalno zeleno potrdilo, kakršnega določa Evropska komisija. Problem testov, seroloških testov je predvsem v tem, eno je pač to določilo Evropske komisije, drugo je pa seveda vsebinski problem, da mi trenutno ne vemo, kaj določena koncentracija protiteles pomeni, ali pomeni zaščito ali ne. Kot vemo, zbolevajo ljudje z visoko koncentracijo protiteles, pa tudi tisti, ki imajo nizko koncentracijo protiteles. Tako da potekajo po vsem svetu raziskave, ki bodo našle z določenim serološkim testom tisto mejo, pri kateri bomo lahko rekli, nad to koncentracijo recimo je človek zaščiten, pod to koncentracijo pa ni zaščiten. Dokler tega nimamo, seveda ne moremo serološkega testa upoštevati kot nek kriterij. Mogoče še glede gostincev, tudi gostinci so na nogah, pravijo, da mogoče ta PCT pogoj vse zunaj na terasah, da bi se odpravil. Kakšno je vaše stališče do tega? Jaz mislim, da je pametno, da je ta pogoj uveljavil vse povsod. Zelo dosledno, bolj ga bomo upoštevali, lažje bomo živeli, kljub temu, da smo še sredi epidemije. Še vaš komentar do nekateri težko dostopajo do osebnega zdravnika, čeprav opravijo vsej PCT pogoj, da pravijo testiranje, kljub temu težko dostopajo. Zanima, imate tu kakšno strategijo, kakšne številke, kako naprej? Torej, na vsak način se zdravniki ne zavzemamo za to, da bi bil PCT pogoj za dostop k zdravniku, ker vemo, da je seveda zaradi epidemije, to je bilo neizbežno, prišlo do poslabšanja dostopa do zdravnikov in ne želimo, da bi ta dostop karkoli omejevalo. Je pa treba seveda povedati, da tudi v zdravstvenih ustanovah morajo biti ljudje varni. Tako da, če je nekdo naročen na pregled, naročen na poseg, se nekje pričakuje, da seveda poskrbi za to, da ne pride okužen oziroma v fazi, ko bi lahko širil virus na druge. Tako da, če pa bi kljub temu prihajalo do omejevanja dostopa, seveda, če bi zdravniška zbornica imela to konkretno informacijo, bi se prav gotovo pozanimali, za kaj gre in skušali stvar urediti. Ampak seveda, to je treba vedeti konkretno, za kaj gre. Jaz bi vas prosila, če se mogoče lahko vrnemo na to veljavnost cepljenja. Če sem vas prav razumela, ne boste omejevali navzgor, ampak glede na pojav okužb tudi med cepljenimi, je to smiselno, kako je to strokovno utemeljeno, da se to ne bo omejevalo, a bomo zdaj, ne vem, se pač polno zaščitimo, torej dvakrat cepimo in nam velja potrdilo za skoz, ali Ne, to se bo sigurno spremenilo. Če bomo v naslednjih tednih ali pa mesecih ugotovili, da je potreben tretji odmerek, potem se bo ta veljavnost cepljenja prav gotovo spremenila. So bili že decembra cepljeni, ne? Ja, seveda. In zdaj seveda po vsem svetu poteka razprava o tem, ali koliko časa v bistvu cepljenje nudi dobro zaščito. In rezultati teh raziskav so si še vedno do neke mere nasprotujoči. Čakamo nove in nove raziskave, ki nam bodo pokazale, kakšno je dejansko trajanje zaščite. To trajanje zaščite se lahko razlikuje glede na to, kako je nekdo odgovoril na cepljenje, torej pričakovano pri mladih, zdravih ljudeh bo to trajanje daljše, kot pri tistih, ki so imeli že šibek odgovor v začetku in zna seveda s časom sorazmerno zgodaj izzveneti. Druga dimenzija je seveda, pred čem ščitimo s cepivom. Vemo, da so cepiva zelo dobro učinkovita v zaščiti pred hospitalizacijo in hudim potekom, ne pa v taki meri pred okužbo. Tako da seveda tudi tukaj je treba nekje postaviti
mejo, kdaj je potreben ponoven odmerek zaradi okužbe. Tisto bistveno, s čimer želimo s cepivom trenutno vplivati na epidemijo, je zmanjševanje hudih potekov. Ker ob tako zelo kužni varianti virusa, kot je delta varianta, bi moralo biti cepljenih več kot 80% ljudi, kar je seveda težko dosegljivo, če nimamo precepljene še otroške populacije, ker cepivo za njih še ni na voljo. Se pa nekatere države bližajo tem odstotkom, s tem, da imajo skoraj v celoti precepljeno odraslo populacijo. Tudi to je možno v razvitem svetu. Pravi tudi tisti, ki so se prvi cepili še decembra pa januarja in QR kode veljajo do nadaljnjega? Veljajo do preklica, tako. Zaenkrat veljajo 9 mesecev, ampak pač pričakujemo, da se bo to spremenilo v kratkem. In seveda to ne pomeni za kadarkoli, ampak do neke ugotovitve, ki bo to spremenila, verjetno z indikacijo za tretji odmerek. Ampak bo sistem sam posodobil te kode, ali bo treba zaprositi za nove kode? Tega pa ne vem. Zdaj, ko smo ravno pri teh potrdilih, v praksi imajo številni prebolevniki težave zaradi tega nedavno spremenjenega odloka. Zdaj, pred spremembo je status prebolevnika v primeru cepljenja z eno dozo veljal 8 mesecev, zdaj velja le 6. Tisti, ki so se cepili znotraj teh 8 mesecev, so takrat prejeli pač to potrdilo, na katerem je v bistvu pisalo, da je število odmerkov 1 od 1, zdaj se je pa to očitno za nazaj popravljalo in je 1 od 2. Kako je prišlo do tega, zakaj se za nazaj popravlja pogoj, ker ti ljudje so brez veljavnih potrdil? Seveda, to se mi nikakor ne zdi smiselno, ne vem, kako je prišlo do tega in posvetovalna skupina za cepljenje je mnenja, da taka sprememba za nazaj ni smiselna, ker vemo, da je oseba, ki se je enkrat cepila, vsaj znotraj 8 mesecev po preboleli okužbi v resnici zaščitena. In kaj zdaj ti ljudje lahko naredijo? Tukaj seveda je predlog pač to posvetovalne skupine za cepljenje, da se to spremeni, seveda pa to potegne za seboj določene tehnične težave in bo treba poizvedeti na Ministrstvu za zdravje in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kako bodo ravnali in kako bodo to priporočilo upoštevali. Imate nobenega podatka, kdaj bi se lahko kaj to popravilo? Ne. Ste mogoče je stroka kaj razmišljala o uvedbi PC-ja za zdravstvene delavce? Ne, torej to je stvar skupine, s katero se ukvarja dr. Logar, morate njo vprašati, ampak posebej o tem posvetovalna skupina za cepljenje, tudi s temi predpisi se ne ukvarjamo. Zdravniška zbornica se vam zdi smiselno, da bi bil PC tudi za zdravstvene delavce, vendarle zdravstveni delavci delajo z najbolj? Torej pri zdravstvenih delavcih gre pravzaprav za oceno tveganja delovnega mesta. Če nekdo dela na delovnem mestu, kjer so določene zahteve, recimo za zaščitno čelado ali za neko drugo tako stvar, lahko sem spada tudi cepljenje. Zdaj se čaka na odobritev cepljenja otrok od 5. do 11. leta. Kakšno je vaše stališče do tega? Torej, podobno kot stališče do cepljenja otrok na splošno. Kot veste, tudi tukaj stroka po svetu ni povsem enotna. Nekatera mednarodna združenja cepljenje otrok v obsegu, kot je sedaj odobreno, torej nad 12 letom, izrecno priporoča, drugje so bolj zadržani. Dejansko je tukaj zdravstveno tveganje otrok za to, da zbolijo za COVID-19, sorazmerno majhno. Tako da je vprašanje, ali je cepljenje res indicirano oziroma se ga priporoča. Nedavno je svoja priporočila izdalo britansko telo, ki se ukvarja s cepljenjem, ki sicer meni, da cepljenje pri otrocih ne prinaša bistvene zdravstvene koristi, zraven pa seveda omenja tudi socialni vidik oziroma šolanje otrok, ki seveda potem ozko to strokovno priporočilo postavi v drugačen kontekst. Gospodina, še za kolegici dve vprašanje.
In sicer strokovni kolegi infekcijske klinike se je odzval na navedbe nekaj zdravnikov, Zitar Muževič, ki so pozivali, da bi lahko zdravilo Ivermectin začeli uporabljati za zdravljenje COVID-19. Lahko prosim na kratko mogoče pojasnite, zakaj to zdravilo ni primerno za zdravljenje COVID-a in katera zdravila trenutno uporabljate in ali se je katero izkazalo za zelo obetavno? Torej, verjetno od zdravil, ki jih sedaj uporabljamo, je najbolj učinkovito staro zdravilo dexametazon. Torej protivnetno zdravilo, ki je učinkovito predvsem pri ljudeh, seveda takrat ga dajemo s hudim potekom bolezni. Poleg tega smo v začetku uporabljali nekaj časa remdesivir, ker so bili prvi podatki ugodni, kasneje se je izkazalo, da ta učinkovitost ni tako dobra. Verjetno bi bilo to zdravilo smiselno uporabljati zgodaj v poteku bolezni, za to obdobje pa seveda niso narejene raziskave, zdravilo je intravensko. Poleg tega v zadnjem času uporabljamo tako imenovana monoklonska protitelesa, ki so se tudi izkazala za učinkovita. Zdravilo Ivermectin ima po svetu kar nekaj podpornikov, ki praviloma niso strokovnjaki, ne z področja mikrobiologije, ne imunologije, ne farmakologije, ne infektologije. Skratka, gre za neko upanje v zdravilo, za katero so sicer celo bile opravljene raziskave, za katere se je izkazalo, da so ponarejene, kar kaže na neke motive za podporo Ivermectina, ki niso ozko strokovno medicinski. Praviloma v medicini ne uporabljamo zdravil izven tega področja, za katerega so odobrena. Če se za to odločimo, in tak primer recimo je mešanje cepiv v Sloveniji, pa tretji odmerek, kadar to temelji na raziskavah in seveda na mnenju relevantnih strokovnjakov. Vse vprek uporaba zdravil na ta način, kot želijo nekateri, da se uporablja Ivermectin, seveda ni ustrezna. Zakaj pa je potem to zdravilo in zakaj ni ustrezno za zdravljenje pro-COVID? Torej, ustrezno je za zdravljenje parazitoz, okužb s infestacij, rečemo s paraziti, medtem ko študije pri bolnikih s COVID-19 se zaenkrat niso izkazale za učinkovite. Vse kakovostno opravljene raziskave so žal pokazale premajhen učinek. Obstajajo opazovalne študije, ki jih je nemogoče preveriti, in še nekatere druge objave, celo objave, za katere se je izkazalo, da so ponarejene. Samo še to. Vedno več govoric se pojavlja, da se ljudje z obrobja družbe, odvisniki brezdomci proti plačilu cepijo namesto drugih ljudi. Celo ena prijava je bila že podana na pol Ljubljana, pa na Kranjskem cepilnem centru so nekoga zasačenega odslovili. Veste, kaj o tem se v skupini, kaj o tem pogovarjate, kako bi te zagate rešili? Torej, v nekaterih cepilnih centrih, kot vem, ljudi identificirajo še z drugimi dokumenti, osebno izkaznico. To je po drugi strani dokaz, da je cepivo varno, menda gre za ljudi, ki so dobili po, 7-8 odmerkov. Drugače pa, se veste, zlasti v kriznih časih se ljudje lotevajo postopkov, o katerih nismo v preteklosti niti razmišljali. Ravno tako isto velja recimo za to zdravilo Ivermectin. Kako je sploh mogoče v cepilnih centrih preprečiti tako zlorabe? Kako so lahko pozorni na take posameznike? Kaj narediti? Torej, vsaka oseba se mora identificirati, pridi za osebno izkaznico, preveri se njegovo identiteto in potem se to verjetno da urediti. V izkaznici pa ni verjetno zavedeno, ne, da je prejel že toliko pa toliko dni. Ne, ampak je zavedeno, kdo je, in to se mora potem skladati z zdravstveno izkaznico in z vpisom v elektronski register cepljenih. Mogoče zadnje vprašanje, 80% ste omenili, da bi bila tisti odstotek cepljenih, ki bi zaustavil delto, kdaj bi to lahko dosegli, če sploh kdaj je to vaše? Torej, verjetno še več, ne? Odvisno, kakšno je to reprodukcijsko število. Od tega je odvisno
kako bi lahko ta virus zaustavili. Torej, eno je zaustavljanje virusa, zaustavljanje kroženja virusa, drugo pa je nekje normalizacija življenja in delovanja zdravstva, kljub temu, da se virus v določenih populacijah širi. To je bistveno bolj realno in dosegljivo oziroma že celo doseženo v razvitih evropskih državah.